Pozdravljeni. Vprašanje, o katerem smo že bežno govorili v prejšnjih prispevkih. Je Perez tista prava izbira za Red Bull ali je na teh prvih dirkah sezone 2021 marsikoga razočaral? Po prvih petih dirkah v sezoni 2021 so pri Red Bullu vodilni tako med vozniki kot med konstruktorji. Čeprav absolutno nimajo najboljših rezultatov. Max Verstappen je dosegel 2 zmagi, naprimer Lewis Hamilton 3, a konstantnost Maxa ga je pripeljala na vodilno mesto med vozniki. A med konstruktorji vodi Red Bull le za eno samo točko. In sedaj se lahko začnemo spraševati, je Sergio Perez opravičil tisto svojo vlogo na mestu drugega voznika v ekipi Red Bull. Namreč pred njim je bil približno sezono in pol na tem mestu Alexander Albon, ki ni presenetil in mislim, da je marsikoga izmed nas razočaral. Saj ne, da je bil slab, bil je le povprečen. Mnogokrat smo videli, da je bil zadnji izmed tistih vodilnih voznikov. Praktično od tistih glavnih ni prehitel nikogar. Edini 2 svetli točki sta bili tisti 2 tretji mesti, a dosegel jih je tudi zaradi odstopa marsikoga drugega. In poleg tega velja omeniti, da se je nekajkrat zapletel z Lewisom Hamiltonom. In to je tudi vse. Pred njim je imel možnost Pierre Gasly, ki je razočaral takoj in bil zamenjan. Šele zaradi dejstva, da niso imeli ustrezne menjave, je nazaj dobil mesto pri Scuderii Toro Rosso, poznejšej Alfa Tauri, in tam dosegel tisto presenetljivo zmago v Italiji. A Pierre Gasly v Red Bullu se ni znašel. Mislim, da je Alexander Albon pokazal nekaj podobnega. Sedaj smo prišli do Pereza, ki je dosegel primerljive rezultate s tistim, kar nam je do sedaj pokazal Albon. Namreč govorimo o odstopu ter 4. in 5. mestih. Je to dovolj? Posebej za ekipo, ki je sedaj vodilna v obeh razpredelnicah, mislim, da ne. Perez je prišel v Red Bull zato, da bi pomagal Maxu Verstappenu dosegati enkratne rezultate. Njegova vloga je dobesedno ta, da mu brani hrbet in da krade nasprotnikom točke. Seveda, na začetku te sezone je bil Max enostavno prehiter, da bi rabil kako obrambo hrbta, a prišlo mu bi še kako prav, da bi Perez nasprotnikom kradel točke. Če ne drugega, kot sem že omenil v predhodnih prispevkih, bi pričakoval, da je hitrejši od Bottasa. Videli smo pa mnogokrat, da je bil hitrejši od Pereza, naprimer Lando Norris. In s tem nočem nič slabega povedati o Norrisu, a mislim, da Perez s svojimi izkušnjami in z Red Bullom RB16B bi moral biti hitrejši. A seveda, mnogi izmed vas boste dejali, da Perez se še ni dobil v ekipi Red Bulla, da rabi še nekaj dirk, da se bo dobesedno udomačil. Govorimo o vozniku, ki je zmagal dirko, dokaj pozno, a to ni bistveno, ki ima za seboj 200 velikih nagrad in ki je prisoten v cirkusu od sezone 2011. Torej, govorimo o človeku, ki ima ogromno izkušenj in se bi moral znati prilagajati. Ukolikor so njegovi rezultati in njegov doseg tam med 4. in 5. mestom, a se vam ne zdi, da bi bilo bolje nadaljevati naprimer z Albonom, če ne drugega bi bil cenejši. Namreč, ukolikor bo Perez nadaljeval v tem stilu, bo edina njegova dodana vrednost denar, ki ga prispevajo njegovi pokrovitelji.
a dvomim, da je njegov domet tako nizek, samo rezultati kažejo na to. Marsikdaj se je kritiziralo Valtterija Bottasa zaradi njegove očitne vloge drugega voznika pri tovarniški ekipi Mercedes. Razumeti moramo, da vloga drugega voznika je izjemno pomembna, le da se malokrat opazi tisti njen pravi pomen. Sedaj bo marsikdo izmed vas rekel, da Perez ni tako slab, če ga primerjamo naprimer s Sebastianom Vettelom in Fernandom Alonsom. Razumeti moramo tudi nekaj. Perez ima na razpolago do sedaj najhitrejši, če ne enega izmed najhitrejših bolidov, z razliko od tistega, kar ima na razpolago tako Vettel kot Alonso. Če primerjamo, kar smo videli strani Carlosa Sainza mlajšega s tistim, kar je pokazal Perez, bomo videli, da je po mojem osebnem mnenju Sainz bistveno bolj konstanten. Torej, lahko bi trdili, da Sergio Perez ni izpolnil tistega, kar so si zadali pri Red Bullu. A tu se pojavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo, ukolikor se situacija ne bo izboljšala. Verjetno nič, kajti pri Red Bullu dobesedno nimajo alternativ. Albon, kot sem povedal, ni nič boljši, lahko je samo slabši. Tsunoda rabi še kar nekaj izkušenj, da bo pokazal svoj talent, a ta talent je prisoten. Ste verjetno brali, so se začeli ukvarjati tudi z njegovo osebnostno rastjo. Gasly, kot sem že omenil, je priložnost že dobil in njegovo mesto je v Alfa Tauriju, kjer je pokazal enkratne rezultate, ampak ukolikor bi ga zopet dali v Red Bull, dvomim, da bi se izkazal. Ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, je Red Bull tudi s Perezom praktično konkurent za osvojitev naslova svetovnega prvaka? Max bo prej ali slej rabil pomoč. V nekaterih intervjujih, ki sem jih bral v preteklosti, sem lahko izvedel, da je Perez izjemno konkurenčen. Rad bi zmagal vsako dirko. Kdo pa ne? A po drugi strani ga ne vidim kot nekega velikega ekipnega igralca, je bolj individualist. To je lahko vodilo tudi do tega, da je izgubil sedež pri sedanjem Aston Martinu na račun Sebastiana Vettela. Ampak še zmeraj ostaja odprto vprašanje, zakaj so ga vzeli v Red Bull, če so njegovi rezultati primerljivi s tistimi, ki jih je pokazal Albon. Verjetno so tudi oni pričakovali več. Pričakovali so, da bo potiskal nazaj predvsem Mercedesa in tako ekipi pomagal v boju za konstruktorski naslov. A da bo prišel do tja, rabi še kar nekaj poti. In sedaj razumeti moramo še nekaj, da je stil Maxa Verstappena pravzaprav nekaj posebnega. Izjemno grob, izjemno agresiven, zmeraj na meji. Tudi zaradi tega je bil tolikokrat na meji, če ne čez tisto mejo oprijema, ter tako ali v nasprotnem bolidu ali v zaščitni ograji. Pri Perezu smo lahko videli v prejšnjih sezonah bistveno bolj nežno, gladko vožnjo, ki jo bo pa moral spremeniti. A po 5 dirkah bi pričakovali, da se bo prilagodil, drugače zakaj so ga izbrali. Vzeti nekoga, ki je izjemno dober na določeni tipologiji bolida Formule 1 in ga predstaviti v nekaj diametralno nasprotnega ter pričakovati takoj rezultate, je po mojem mnenju izjemno optimistično. In dvomim, da Helmut Marko je tako naiven, da verjame v take možnosti. A prav zaradi tega bo izjemno pomembno spremljati, kaj bo pokazal Perez, kajti njegov čas se izteka. Tudi pri Red Bullu bodo hitro rabili njegovo pomoč, kajti nasprotniki ne bodo čakali. In tista majhna prednost, ki jo imajo, predvsem v konstruktorskem seštevku, zna hitro izpuhteti. Tisti
Dve veliki nagradi na domači progi Red Bull ringa bosta ključni. Ukolikor tu Perez ne bo prispeval tiste dodane vrednosti, bo izjemno težko za Red Bull brez dobrega spleta okoliščin osvojiti dane lokovorike po tistih željah, ki jih imajo že kar precej let. A kot ponavadi gre za moje osebno videnje in moje osebno mnenje. A mislim, da marsikdo izmed nas je od Pereza pričakoval vsaj v teh 5 dirkah malce več. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.